Ćao, mi smo Liquid Gasoline. Poslušajte našo glasbo. Daj radioaktivno. Vse v blišču, kot na plesišču se zdi. Tvoji kriki že na začetku noči. Obleka pomeri, zakrije laži. Zapleši in spusti, naj se vse zavrti. Ali čutiš utrip srca, ko ostaneva samo mi dva? Ali čutiš utrip srca, naj udari, naj patija? Sredi ničesar, gdje od tega gre. Lažje ti bo, če odkriješ vse. Majhna iskra, potrebna je še. Kam izgoriva, to nobeden ne ve. Ne ve, ne ve. Meni nekaj je, meni nekaj vra, meni nekaj žga, meni nekaj je, meni nekaj vra, meni nekaj žga, meni nekaj. Ali čutiš utrip srca, ko ostaneva samo mi dva? Ali čutiš utrip srca, naj udari, naj patija? Ali čutiš utrip srca, naj udari, naj poživlja? Ali čutiš utrip srca, naj udari, naj poživlja? Ali čutiš, ali čutiš, ali čutiš utrip srca? Ali čutiš, ko ostaneva samo mi dva? Utrip skupine Liquid Gasoline, z mano Juri, Aljaž, Bor in Maj. Lepo zdrav. Zdravo, zdravo. Ćao. Zdravo, zdravo. Ćao. Mlada primorska skupina vidim, pa sploh imate izpite za avto? Imamo, zdaj lahko, Maj, kaj, od 3 tednov nazaj lahko rečemo, da imamo vsi. Ja, smo sveži, tako na sceni, tako kot v muziki, tudi na cestah. Ampak v muziki več nisem tako sveži. Od leta 2023 že dobivam single. Ja, ne, to je res, to je res. In v bistvu letos smo pa rekli, da je to ključno leto, ko to vekovečimo s prvim albumom. Sedaj so še vsi dijaki. Ja, čeprav zdaj bojo vsi razen mene letos končali, jaz imam še 1 leto. Tako da še boš gulil dijaške klopi. Ja. Torej matura. Ja, matura je zdaj pred nami. Zdaj nam bo malo nekaj časa tudi to vzelo, da se pripravimo na maturo, ampak za zdaj še nismo tam. Smo glih izdali nov single, Kdo naredil ti bo dan, in smo še z glavo pri glasbi, ampak bo zdaj treba počasi tudi na šolo. Je glasba tudi neke vrste matura? Matura niti ne. Glasba je v bistvu nekaj skoraj večjega, ko bi rekel, je skoraj bolj pomembnega kot matura, na dolgi rok, ne.
Je pa res, da pač mature nekaj je treba praviti in potem, da lahko se potem posvetiš mogoče glasbi 100%. Ne? Kako dolgo ste sicer že skupaj? Ja, najdlje sva jaz in Bor v bistvu. Iz osnovne šole, ko smo bili še osnovnošolski band od enega 6. razreda, torej kaj to bo zdaj 9 let. In potem se je priključil Aljaž na basu, vmes še dosti rotacij, zdaj pa 3 leta v bistvu še z Majem na bobnih. To pa je zdaj dobitna kombinacija in mislim, da ni potrebne več nobene menjave. Pomeni, da se je zasedba počasi sestavljala, član po član. Ja, tako nekako. Na začetku ko sem jaz prišel, nas je bilo enih 7 v bendu. Je bil bolj tako kitarski krožek. Na koncu, tipo 9. razred smo se sortirali in smo prišli kot band. Žanrsko ste ves čas v roku? Ja, mislim, da smo že od samega začetka, že tudi v tem času tega krožka, kot je menil Aljaž, smo igrali priredbe znanih izvajalcev, ampak so bile vedno v tem rock žanru. Tako da se držimo še naprej tega, kar smo na začetku začeli. Ali ste tudi kdaj zavili kam drugam? Drugam, mislim, sej rock kot žanr je širok pojem, ne? Vsaj danes je tako, da je dosti enih še potem podzvrsti in ni lik, da smo usidrani v eno zvrst, ampak se tudi na plati bo slišati, tudi gremo malo širše. Ja, v bistvu črpamo, tako kot je rekel Maj, črpamo iz različnih podzvrsti roka, ampak smo nekako po duši vsi rockerji. Potem pa smo se nekako, malo smo se iskali na začetku, potem pa smo se zdaj s producentom Denisom Horvatom našli, smo se res dobro ujeli in tudi on nam je potem, da se je malo usmiril, nam pokazal, kaj lahko in mi smo zbrali ta zdaj udaren naš sound s trdimi rifi, s pevnimi refreni, ki ga furamo dalje. Ali temu sledi tudi ime skupine? Ja, mislim, da se je kar dobro ujelo ta naša energija. Nekako smo to energijo prinesli tudi v to ime, sicer ne vedoč, ker ni bilo namensko tako, ampak se mi zdi, da se kar dobro poklopi z našo prezenco in muziko. Nenazadnje pa ste danes z imenom zelo aktualne. Ja, res, ja. Smo rekli, da smo v bistvu mi tista najboljša verzija 100-oktansko, ki ga nikoli ne zmanjka. Tako. Ja, ker je najdražje. Imate pa nenazadnje tudi v zadnjem PR sporočilu, da sem dobil odličen logo, karnister za gorivo. Ja, mislim, to izvor tega logota je že, mislim, da leta 2023, ki je bila prva verzija in smo se potem zdaj, ki začenjamo neko novo poglavje, malo bolj resno tudi, smo se odločili za en blagi rebranding, tako da smo ohranili ta star motiv te kante v malo drugačnem stilu, malo drugačni obliki. Pogovor smo pričeli s skladbo Utrip. Ja, skladba Utrip je v bistvu bila prva od našega novega poglavja sodelovanja z Denisom in že tako je v bistvu nakazala, kam bomo šli sound-wise in tudi v bistvu, ko smo začeli delati z Denisom, smo takoj ugotovili, da poslušamo isto muziko, da živimo za enak stil muzike in se je to kar nekako kar nekako naravno potem zapakiralo v skladbo Utrip in potem smo samo še to v bistvu z drugimi furali dalje in nam to dogaja. Druga bo Strah. Ja, Strah je bil, spravi, izdali smo ga lih poleti 2025. Še en pač v nizu singlov, ki bo tudi slišani na plati. Komad govori sam za sebe, ne. Besedilo je tako močno, lahko Juriš kaj pove in spot malo bolj eksperimentalen, recimo temu. V bistvu video nekako, nismo tega pričakovali, ampak se nekako dobro poklopil z pesmijo. Idejni vodja, tako kot recimo za logo in za še ne par videov je bil naš Maj. Ampak ja, Strah je v bistvu bila potem tudi po tej neki ustvarjalni pauzi, je bila Strah prva od teh nizov končevanja plate, ker smo pol že potem jih kar 3-4 pesmi skupaj posneli in je še vedno nekako to vztrajno v bistvu furala dalje ta sound močen in pa tudi z besedili smo nakazali, da v bistvu se radi dotaknemo nekih takih bolj udarnih tem in nismo lih indie popovsko veselčki, ampak radi gremo v take bolj konkretne teme.
okvirja, brez idej, brez oblike, vse do kosti, potihem zlije se ti v kri. Slišiš ga, ko se ti spi, poznal se tvoje skrbi in se zgodi, da te prime in te ne spusti. Ko oči postanejo vse, kar še imaš, telo je samo še za okras. Nemirno hodiš, kam se ti tako moti, ne moreš bežat, v tebi zbuja se preplah. Prah se dviga se v nebo, strah se reže v telo. Preden zaspiš, pomisli, kaj se lahko doživiš. Prah se dviga se v nebo, strah se reže v telo. Preden zaspiš, pomisli, kaj se lahko izgubiš. Ko oči postanejo vse, kar še imaš, telo je samo še za okras. Nemirno hodiš, kam se ti tako mudi, ne moreš bežat, v tebi zbuja se preplah. Prah že dviga se v nebo, strah zareže v telo. In preden zaspiš, pomisli, kaj se lahko doživiš. Prah že dviga se v nebo, strah zareže v telo. In preden zaspiš, pomisli, kaj se lahko doživiš. Prah že dviga se v nebo, strah zareže v telo. In preden zaspiš, pomisli, kaj se lahko doživiš. Ne bo, 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 ne bo. Liquid, gasolin, voda je radioaktivno. Koga izmed vas štirih je najbolj strah? Mislim, da ima vsak nek svoj drugi strah. Ne morem povedati, za koga od nas štirih je koga najbolj strah. Mogoče če ima kdo kakšen predlog, koga je najbolj strah česa. Ali jaz gleda najbolj prestrašeno? Ma, To, ker je basist, veš, oni so taka posebna sorta. Ne lih prestrašena, ampak zdržana. Ja, univerzalni profil. Ne? Si takšen? ja, če nekam drugi reče, sem. Koliko ste se že kalili na odrih? Ja, moram reči, da kar precej, no. In smo res zadovoljni, da smo imeli že dosti prilik igrati na velikih odrih. Dosti smo bili že v bistvu dosti bendom velikim predskupina. To so vedno posebni koncerti. Res smo dosti vzeli od vsakega. In ja, zdaj recimo ta prvi samostojni koncert v Mariboru, ki smo ga v bistvu zdaj imeli prejšnji teden v petek, je v bistvu spet pokazal ta čar samostojnih koncertov, ki zdaj v bistvu ciljamo na to, da bi tudi po izdaji albuma imeli poudarek na samostojnih koncertih. In nam je vsem nam je zelo všeč koncertirati, konec koncev pač kot glasbeniki živimo za koncerte v živo. In to energijo, ki jo imamo v sebi in ki jo lahko s to našo stilom naše glasbe predamo publiki, se vedno zelo dobro ujame na koncertih, tako da se splača priti na kakšen koncert, na naš koncert. Je lažje biti na samostojnem nastopu ali pred skupino? Lažje, mislim, ne bi rekel težje, lažje je drugačno stvar. Na samostojnem nastopu si ti tam, si ti, da se predstaviš sam sebe, si ti, da igraš neko svojo zgodbo. Ne. Kot predskupina se pričakuje, da pa malo ogreješ publiko, recimo. Ne.
ker vseeno ta publika čaka na tistega headlinerja in je potem mogoče celo malo več bremena na tebi, da ostaneš v spominu tej publiki. Kako vas sprejema občinstvo? Mislim, da kar v redu se nas sprejemajo poslušalci. Sicer zdaj, ko začenjamo počasi koncertirati s samostojnimi koncerti po Sloveniji, nas občinstvo še ne pozna tako dobro, vendar dol iz naših krajev v Kopru, ko imamo svoje koncerte oziroma igramo kot predskupine ali se udeležujemo kakšnih dogodkov, pa nas že ljudje poznajo in že poznajo naše pesmi, pridejo z namenom v bistvu, da nas ponovno slišijo kot neka zabava in mislim, da bi rabili to počasi razširiti na celotno območje in se tudi trudimo, da razširimo ta svoj nek vpliv oziroma poznanost po Sloveniji. Je težko priti v javnost? Težko, ja, za nek mlad band, ja. Tako, zdaj je itak na socialnih omrežjih, ne vem, je po mojem škar težko, no. Ja, ampak mislim, polje to se mi zdi odvisno, že kot mlad band, odvisno od tebe, benda samega, koliko se v bistvu angažira, ker že se mi zdi, že na samih koncertih, recimo tu je dobro, zelo velik plus koncertov, ko odpiraš za nekoga, ko si predskupina, ker spoznaš lahko dosti ljudi in se mi zdi, da na temu bi mogli mladi bendi predvsem delati. Ja, itak socialna mreža in itak vse, ampak še vedno ta neko spoznavanje in ta naraven človeški stik se mi zdi, da ti več da potem na dolgi rok, kot pa neko oglaševanje na družbenih omrežjih ali karkoli. Je pa res, da je itak vedno bolj pomembno tudi prezenca na socialnih omrežjih, kar itak terja dosti časa in kreative predvsem, ampak se mi zdi, da kot mladi, ki smo itak odraščali in odraščamo v tej dobi, nam to ni težko. Vi tudi veliko vlagate v videoprodukcijo, kot je videti, vsaka skladba je podprta z videom. Mislim, veliko vlagamo, mogoče ne toliko finančno, ampak bolj veliko truda vlagamo to, ne, se trudimo vsak single podpreti z videospotom, ne, včasih imamo pač idejo in potem sami to postavimo, ne, včasih nam pač kdo pomaga, ne, kakšna videoprodukcija, tako sta recimo zadnja 2 spota sta nastala s Seržetom Čingaljem in režiser, videoustvarjalec iz tam našega območja, iz Istre. In ja, mislim, v spotih probamo uprizoriti čim bolj neko našo eno verzijo interpretacije komada, da je to potem tudi mogoče bolj privlačno za občinstvo. Naslednja, Ni prostora. Ja, Ni prostora je v bistvu recimo iz videoprodukcije bila prva, katero smo začeli, za video smo začeli sodelovati z Seržem Čingaljem in nam je bilo zanimivo lih iz tega vidika, kako je potem si on zamislil to predstaviti en čisto drugi vidik, kot interpretacijo, čisto drugačno, kot sem jo jaz imel recimo v mislih, ko sem pisal besedilo. Mi je bilo to zelo zanimivo in nam je dalo pol v bistvu misli, da se ne toliko omejujemo na neke te vidike in kako bo kdo kaj sprejel, da pač vsako stvar pustimo prosto interpretaciji, ampak tako, ko je Maj že povedal, pač eno plat svojo predstavimo z videjem. Glasbeno pa itak udarno, rifovsko, tako kot se za Denisa in nas spodobi. Različna konca, na enom zaživi, na drugem počasi odzveni.
Liquid Gasoline oddaja Radioaktivno. V pripravi imate album, kako daleč ste z materialom? Trenutno v bistvu končujemo s snemanjem komadov za album, ampak sledijo zdaj še v bistvu miksanje komadov, dodajanje kakšnih podrobnosti, kakšnih manjših popravkov, seveda mastering, pol kdaj bi izdali kakšen komad, ta nek plan, postavitev komadov na albumu, grafična podoba. V bistvu je že pri koncu, no, in mislimo, da bo čez kakšen par mesecev že odzunaj. No. O naslovu že razmišljate, ali je še to skrivnost? Ja, to uradno rečemo, da je skrivnost, ker v bistvu še sami nismo dobro tega premislili, ampak zagotovo se bomo spomnili kaj dobrega. Bo samo digitalna ali tudi fizična izdaja? Ne, mislim, da smo se pogovarjali, da pač v neki omejeni nakladi bi naredili tudi fizično izdali album, mogoče bolj na vinilkah kot na CD-jih, zato ker tudi, mislim, sami smo recimo temu zbiratelji in pa tudi je pač neka, mislim, da želja vsakega glasbenika, da bi pač nek svoj izdelek lahko primil v roke, tako da bi s tem naredili, šli v to. Letos ste 3 pred maturo, se sedaj intenzivno pripravljate? Ja, zdaj se v šoli že počasi začele kar konkretne vaje za maturo in priprave, ker začnejo že naslednji mesec, oziroma čez 2 meseca, slabe 2 meseca, tako da je matura tik pred vrati in bi mogli zdaj počasi že to našo miselnost preključiti na maturo, ker nas čaka že zelo malo. Aljoš, kaj boš pa ti počel v tem času, ko bodo se oni pridno učili? Nič, kaj tudi jaz bom hodil v šolo, verjetno več vadil basa, ker ne bomo se toliko odbivali več na vajah. To je to. Glede na to, da matura obsega kar nekaj vprašanj pa nekaj predmetov, sem rekel, da vseeno malo preverim vaše znanje. Zato sem dal umetni inteligenci nalogo, da mi pripravi 5 vprašanj za vas. Lahko izbirate izmed 2 sklopov, ali bodo to bolj absurdna vprašanja, seveda maturitetna, ali pa nesmiselna pred maturo. Juri, ti si vodja zasedbe, pa lahko izbereš skupino, iz katere boste odgovarjali. No pa da je absurdna, ajde. Moje prvo vprašanje, ki ti ga zastavlja umetna inteligenca, je: če bi morali na audicijo za vlogo človek, ki razlaga krompirju, kako deluje internet, kdo bi dobil glavno vlogo? Od nas? Aljaš? Človek, ki razlaga krompirju, kako deluje internet, ja. Kar je že tehnik, ne? Internet je neka tehnika, jaz mislim, da bi se znašel, sploh s krompirjem. Drugo vprašanje bo zate, Bor. Koliko časa bi trajalo, da bi vas prepričali, da je vaš lastni odsev ogledalo samo zelo vljuden dvojček? Bi trebalo kar nekaj časa, ker bi se vsi 4 skregali s tem, ki bi nas to prepričeval, ker se mi zdi, da noben od nas ni tak, ki bi, dokler mu ne dokažeš, kaj je res, da bi to takoj verjel, tako da mislim, da bi trebalo kar nekaj časa, da bi verjeli temu, da je to. Tretje vprašanje, Aljaž, zate. To ni maturitetno, to je vprašanje iz družbe. Če bi morali izbrati uradno maskoto benda med mokrim sendvičem, prestrašenim flamingom ali filozofsko bučo, kaj bi izbrali? Po mojem, prestrašen flamingo. Četrto vprašanje, Juri, zate. Kateri član bi najverjetneje odprl šolo za ljudi, ki želijo postati bolj podobni kaktusom? To bi pa po mojem Maj, ker on bi znal to, on je tak najbolj umetniški izmed nas in bi po mojem to najboljše znal nekako prodati in zapakirati in argumentirati tudi, zakaj je temu tako. Se lahko argumentiram, kaktusi so izjemna živa bitja, ker preživijo v tistih temperaturah, kjer tuj človek praktično težko preživi. Tako da mislim, da kaktusi se splača. Ne? No, se mi zdi, da smo pokazali, da sem prav izbral. In še zadnje vprašanje. Če bi vas država najela, da rešite nacionalni problem, premalo absurdnosti v vsakdanjem življenju, s čim bi začeli? Z vprašanjem, kdo naredil ti bo dan? Se strinjam. Pa Žižka bi poklical na svetovanje. Ja, strinjam se. Ostalimi predlogi, najprej treba pomisliti, kdo naredil ti bo dan, in pa bi bil dan od vsakega lepši, tako da, oziroma bi vsaj vedeli, kakšen bi bil in bi lahko nekaj naredili v tej smeri, da bi bil lepši, če nam je kdo rekel, da ne bo lepši. Ali jaz se vidi, da boš ti delal maturo prihodnje leto? Ja. Tako da se priprave. Pridejo
nova predmaturitetna vprašanja. Ajoj. Za konec bomo zavrteli še aktualno skladbo z albuma, ki ste jo sicer poimenovali kar v kratici KNTBD. Ja, to je bila še delovna verzija, ki smo jo skrajšali, pol smo razširili nazaj v Kdo naredil ti bo dan. Ampak ja, pač besedna zveza, ki se mi zdi najboljše opiše sporočilnost in besedilo tega komada in zato tudi tak filozofski naslov. Tudi video spremlja skladbo? Tudi video, ja. Prvič smo se tako v videu smo se odločili, da bomo dejansko zaigrali neko zgodbo med dvemi protagonisti in mislim, da nam je kar dobro uspel. Video sicer spremlja komad, ki je malo daljši kot ta verzija, ki bo slišali na radiju. Pač za radio smo komad porezali zaradi tajminga in potreb poslušljivosti. Je pa tisto na videu pač celotna umetniška slika, ki si jo je vredno gledati. Več o vas sproti na družabnih kanalih? Ja, smo kar aktivni na Instagramu, tudi na Facebooku, lahko pa nas poslušate na Spotify, Apple Musicu in na vseh ostalih digitalnih platformah in seveda na YouTubu se lahko gledate tudi naše videospote, v katere vložimo veliko truda in bomo še kar naprej aktivni. Mislim, da bolj ko se približuje album, bolj smo aktivni na socialnih omrežjih. Za konec aktualna tudi v naši radijski eter. Aljaž, Jurij, Bor in Maj, hvala, da ste se glasili v oddaji Radioaktivno ter uspešno in čim bolj delamo naprej. Hvala. 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 Praviš, da ne morem, praviš, da ne znam, praviš, da je vse zaman in bolje, da sem sam. Praviš, da si ti, samo da si ti in bolje, da me ni, da me tukaj ni.
Čau, mi smo Liquid Gasoline. In poslušate našo glasbo v Radioaktivno.